Zdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili spet o hormonih. Ker glejte, ogrelo se je, poletne oblekce so že na poti in ja, če se ne počutiš dobro v svojem telesu, vem, kako to izgleda, kako to res ni fajn, ne? Ker moraš se dobro počutiti v svojem telesu in sploh, če ste v stresu, se lahko zgodi, da vaše telo začne shranjevati maščobo na predelu trebuha. Ker prav trebuh je pač stresna maščoba. In potem, ko daš nekaj poletnega gor, ko ti kar pač zgleda, kot da si v 6. mesecu nosečnosti, to vem, da se nobena od nas ne more počutiti dobro. No in danes bomo govorili o tem, kako stopiti to maščobo na trebuhu, da se je znebiš. Ne da, a veste tisto, kar rečejo, končno sem izgubila nekaj kilogramov. Lejte, dame, če boste hotele izgubiti kilograme, jih boste na podzavestni ravni tudi našle. In kaj to pomeni? Lejte, jaz če izgubim ključe, jih bom najdla. Vse, kar izgubimo, najdemo. Pa še kakšnega za povrha, ne? Tako da zdaj se bomo pogovarjali o tem, kako stopiti odvečno maščobo, kako se je znebiti, ker to je pač šara, ki je ne potrebujemo. Se pravi, prva stvar razumevanja trebušne maščobe ni, da delate trebušnjake, da telovadite, delate počepe, delate pilates, nič od tega. Trebušna maščoba je stresna maščoba. Se pravi, če mi razumemo, da stresna maščoba, ki se nabira na tem predelu, jo proizvaja nadledvična žleza. Nadledvične žleze imamo tukaj nad ledvicami in tukaj se proizvaja stresni hormon. Se pravi, stresni hormon, če se zvečer ne zmore umiriti in se ne začne proizvajati hormon DHEA, pomeni, da se enostavno redimo. Zdaj pa poglejmo, kako proizvedemo ključni hormon, ta DHEA, ki stopi maščobo na trebuhu, ki poskrbi za to, da se pomladimo, ki poskrbi za limfni sistem, ki poskrbi za to, da celulit zgine. Pač to je en čudežen hormon, ki celo omeni, ko pridemo v menopavzo, se pravi, ko nismo več v rodnem obdobju, iz tega hormona se proizvaja estrogen. Estrogen pa vemo, da žensko dela bolj ženstveno. In če se vam ta hormon ne tvori in če ste preveč v stresu, pomeni, da zmeraj bolj postajate možače, pač trebušna maščoba vam raste, postajate pač kosmate, poraščene, tam, kjer načeloma ženske nismo poraščene in sploh ne veste, kaj narediti. No, zdaj pa kako zmanjšati stresni hormon in kako povečati ta hormon DHEA, ki nas obnavlja. Prva zadeva, moramo razumeti, da stresni hormon je dober. To ni nekaj, kar je, joj, sem v stresu. Dobro, to ni v redu, ampak stresni hormon nas dela odzivne. Stresni hormon poskrbi za to, da, ne vem, če vozimo avto, da odreagiramo, da smo živi čez dan. Ko se pa večeri, se pa začne stresni hormon po naravni poti umirjati, ampak le, če poskrbite zvečer, da naredite nekaj za umirjanje svojega telesa. Da mogoče opazujete kakšen lep sončen zahod, da poslušate nekaj lepega, da izklopite kakšne novice, da poskrbite za to, da se počutite dobro v svojem telesu. In najbolj pomemben obrok dneva je večerja. Se pravi, zvečer je pomembno, da razumemo, kaj jesti. In zdaj sem že pošteno lačna, tole snemam, preden bom pripravila večerjo. In za večerjo mi jemo načeloma solato, jajca, pač ja, solato, regrat, radič, motovilc, pripravimo pač solato, to toplo solato, noter damo kuhana jajca, damo kakšen fižol noter, damo čičeriko noter. In te večerne solate, recimo, so odličen obrok za shujšati, za preoblikovati telo, za zmanjšati stresni hormon, za povečati hormon DHEA. V bistvu, tople večerje so odlične, ali pa tople solate so odlične za zvečer. Zdaj pa, kje se lahko ujamemo v past? Zvečer, če čez dan izpuščamo obroke, se lahko zgodi,
da zvečer smo že tako lačni, da enostavno se ne moremo nasititi, ne moremo se nahraniti. Naše telo zahteva pa še in še več. In zahteva hrano. In ko pojeste hrano, možgani že zdavnaj rečejo, dovolj, dovolj, ampak mi še kar jemo. In ko se najemo, kmalu potem telo zahteva še sladkarijo, tisto čokoladko, tisto nekaj za samo en košček. In to pomeni, če se vam sprošča večerna lakota, tista nepopisljiva lakota, volčja lakota, pomeni, da ste ga že cel dan kronali. To ne pomeni, da je problem večerja, problem je zajtrk. A začnemo pri zajtrku. Kaj je za zajtrk? Jaz se držim tega, da jem zjutraj beljakovinski zajtrk. Pomeni jajce, beljakovinski ajdov kruh, pršut, olive, lahko nekaj rženega kruha ali pa recimo tudi iz trgovine, če kupite ajdov kruh z orehi, super, ampak pomembno je, da imate nekaj beljakovin. Če boste pa dan začeli z marmelado, z medom, in sploh tisti, ki smo občutljivi na sladkor, tisti, ki se ukvarjate s svojimi hormoni, ki se redite, glejte, za vas je zjutraj strup, če jeste za zajtrk med ali pa marmelado. Pač to je za vas strup, to za vas ni. Zjutraj rabite beljakovinski zajtrk. Potem seveda pametno jesti čez 2 uri pa pol, nekaj, kakšne oreščke, kakšno sadje, pa potem čez 2 uri pa pol kosilo, ker lahko jeste praktično vse, ampak se vedno morate vprašati, kje so tukaj beljakovine. Potem popoldanska malca, pač, glejte, da vam bo bolj enostavno, mogoče vzemite v roke Minkina kuhinja za hormonsko ravnovesje in dolgoživost, gledam, če imam tukaj v svoji knjižnici, pa imam očitno tam v svoji knjižnici, v vsakem primeru, ali pa ko imajo hormoni žur, v vseh teh knjigah sem pisala o tem, kako kombinirati hrano, da se vam ne sprošča hormon lakote. Zdaj pa pojmo na večerjo. Recimo, jaz bom zdaj pripravila solato, radič, razmišljam, kaj imam v hladilniku. Ali imam radič, ali imam pa rukolo. V glavnem, to je osnova, kuhana jajca, na eno osebo dam 2 jajci, 1,5 do 2 jajci, potem pa seveda noter fižol, čičeriko, včasih strem orehe, včasih dodam zmleta lanena semena zraven, v glavnem namečam vse živo noter v to solato in jaz ne jem zvečer nič kruha. Nič. To pomeni zvečer beljakovine in zelenjavo. Ali pa jeste zvečer pršut, sir pa olive in beljakovinski ajdov kruh recimo. Nikakor pa ne smete zvečer jesti, ne smete. Lahko, ampak se boste redili tisto noč. Kaj recimo, kaj je takega dobrega? Pač mogoče jaz nimam pojma, kaj vi jeste za večerjo, ampak nobenih testenin zvečer. Bel kruh, pice, bureki, pa so to klačna, si samo ena žemelca. Adijo, vaša presnova, pač adijo. Recimo to, če jeste, da greste zvečer nekaj pojesti, pa recimo si naročite eno solato, in zraven dobite, recimo tukaj v Sežani je ena dobra pizzerija in zraven dobiš še pogačo, kako se reče po njihovo, se reče, pač dobiš samo kruh s sirom na vrh. Glejte, že preveč za večerjo. Je že preveč za večerjo. Zvečer beljakovine in zelenjavo. In na ta način sladkor ostane v ravnovesju in če pred spanjem vzamete omega-3 in C-vitamin, 1000 mg omega-3, 1000 mg C-vitamina, se vaše telo spravi v stanje obnove in to pomeni, da tisto noč, to noč, ko boste na ta način se prehranjevali, se bo vstopila vaša odvečna maščoba, trebušna maščoba bo enostavno skopnela, lahko oblečete poletne obleke, se počutite dobro, enostavno zgine pač tisto, kar vi ne potrebujete. Hkrati tale hormon DHEA spodbuja izločanje limfe. To pomeni, da boste avtomatično shujšali ta predel, zabuhlost obraza bo zginila, hkrati bo pa zginila tudi zabuhlost na vašem predelu na rokah. Ker če imate take debele roke,
zabuhle prste, pomeni, da vaše telo shranjuje vodo. In če shranjuje vodo, telo kaže, da je izven hormonskega ravnovesja in da potrebujete več tega hormona DHEA. Hormon DHEA se tvori samo, če imate vitamine B, omega-3, C vitamin in aminokisline. Za tiste, ki se vam ne da pametno prehranjevati, pa razmišljati, kaj naj sploh pojem, pač vzemite komplet za hujšanje. Cena s popustom je že spodaj, tako da vam dam kar povezavo od spodaj pod opis. Poglejte, preverite, ampak to je ena stvar, ki jo jaz sama uporabljam, ker mi je toliko dober, ker vem, da bom dobila vse vitamine pa minerale in da sem bom dobro počutila in ne nazadnje, pač kakorkoli. Jaz bom čez kakšen mesec dopolnila 56 let. Tako, Marička, 60 let bom kmalu stara, pač tako groza, ne? Tako, če po letih pogledam. Ampak po drugi strani, če pa pogledam, počutim se, ne vem, kot da ne bi imela niti 40 let. Počutim se z energijo, samo pač v formi. Ni, da se počutim kot ena stara gospa brez energije. In to je tisto, življenjska energija, ki jo imamo vsi v sebi. Pojmo zdaj še mečka naprej. Eno je to ljubezen do sebe, da jaz sebe nahranim. Ne? Naslednja točka, te ljubezni do sebe, pa teh dobrih čustev je pa povezan s tem, da sem sočutna. Sočutna do ljudi, ki ne zmorejo biti v ljubezni. Zdaj pa kaj to pomeni? Ko mi odpuščamo, ko smo v sočutju, ko sebi odpustimo, ko drugim odpustimo, ko enostavno smo zaljubljeni v življenje, se vse spremeni. Ampak ta zaljubljenost v življenje pomeni, da si dovoljš enkrat na dan se usesti, lahko samo odpreš okno in poslušaš zvoke narave. Ali pa greš v gozd in poslušaš zvoke narave. Ali pa si ob sončnem vzhodu ali pa ob zahodu prisoten in si. To ni toliko težko, kot je pomembno, da to naredimo. Zato, da se naše notranje vode umirijo. In te naše notranje vode so pa povezane s tem, da veste, če imamo razburkane notranje vode, smo res ves čas v stresu. Tisto krč. Ko imamo pa notranje vode mirne, se v našem življenju začne zaradi naše frekvence nekaj spreminjati. Začnemo privlačiti podobne ljudi, enake vrste ptice začnejo letati v vaše življenje. In zato je tako pomembno. Če čutite, da ste v napačni skupini, da ste tako kot grdi raček, pa si rečeš, jaz ne spadam tja med te goske in med te kokoške. Ja, ali pa račke. Mogoče si labod in ne pašeš tja. In če se še bolj trudiš gagati in se trudiš biti račka, mogoče si labod. Ampak ne moreš postati labod, dokler si v jezi na race, na kokoši, na goske. Ne moreš. Toliko časa si tam. Ko pa ti prideš do sočutja, do drugih vrst, malo sem mogoče zakomplicirala, pač takrat enostavno spustiš, rečeš, vse je v redu. Če je nekdo pač goska, v redu je. Če jaz nisem, pač se ne trudim biti. In ko sem jaz v miru, se lahko zgodi, da v moje življenje pride enaka vrsta ptic. Ko sem jaz v miru in v sočutju. Včeraj sem poslušala en video od Grega Badna. Greg Baden je napisal knjigo Med znanostjo in duhovnostjo. Pač izreden človek in govori o teh 200 oziroma 120-letnikih. Ko je on prišel v zakotne vasi na Kitajskem, zakotne, pač nerazvite vasi na Kitajskem, je prišel do ljudi, ki so živeli tudi po 120 let. Ampak to fizično ne izgledajo, to je recimo tako kot dama pri 70 letih. In ko je vprašal, kaj je ključ do življenjske energije, je bil prvi odgovor sočutje. Sočutje.
Nekdo, ki je zloben, je tako ranjen, da ne zmore biti boljš kot to, kar je. Nekdo, ki je utrpel veliko bolečino v otroštvu, pač ne zmore več kot to. To ne pomeni, da bom jaz zdaj misijo imela, da bom vse pozdravila, da bom rešila vse nemočne, vse ranjene, da bom poskrbela, ne vem, a ste gledali tako, kot v filmu Forrest Gump, tam, ki je iskal Buba, je bil tisti njegov prijatelj in je reševal vse žive, ki so preživeli na fronti, zato ker je iskal svojega prijatelja. Ne potrebujete tega, ni potrebno, pač nismo mi rešiteljice, da bomo zdaj rešile vse nemočne, ampak enostavno rečemo, v redu je, sočustvujem, v redu, nekdo je ranjen in spustimo. To ni zame in greš naprej. Zdaj pa pojmo na nekaj sporočil, prehodu na vodovo. Jaz imam tukaj škatlico pripravljeno. Danes sem zaradi svetlobe se odločila, da enostavno tukaj posnamem video, da to odložim nekam, pa da vidimo, kakšno sporočilo ima za vas stvarstvo. Kakšno sporočilo ta trenutek, a vam pokažem, to so umetnije, ale je ena od zadnjih, pa ta, tako, ful fajn. In tukaj imam eno, ki jo po moje še ne smem pokazati, ki jo je hčerka naslikala, tako da ja, umetniško, ful fajn. Pri čem poje vaša duša? Pri čem? In zato, ko mi začnemo delati tisto, ko poje moja duša, ne more biti drugače, kot da se stvari začnejo spreminjati okrog nas. No, dajmo pogledati. Prehod v novo dobo. Zaupaj toku življenja. Povej vesolju, kaj si želiš. V stanju ljubezni, veselja in hvaležnosti z lahkoto uresničujem svoje želje. Povej vesolju, kaj si želiš. Napiš, kaj si želiš. In predvsem ne pozabi, kako se ti želiš počutiti med svojo jato ljudi. Tako, preprosto, napiš, kaj želiš, kakšne vrednote želiš pri svoji jati. Ker je tako pomembno, da če sem, zdaj pa prišla vranična čakra. Moj svet je miren, občutim mir. In če vas svet ta trenutek ni miren, povejte stvarstvu, kaj želite. Napište, želim si to pa to pa to. In to lahko napišete tako za službo, kot za finančno področje, kot za partnerski odnos, tako kot za zdravje. Za vse lahko napišete. Želim si to in to in to. Naslednja stvar pa napišeš, kako se ti želiš počutiti ob tem, ko ti stvarstvo dostavi vse to. Se pravi, če letaš zdaj v eni čudni jati ptic in čutiš, da ni to ta prava jata ptic za tebe, napiš, kakšno jato si ti želiš. Kakšne vrednote ima ta nova jata. Pač povej, kako se ti želiš počutiti. In predvsem mir je tisti prvi pokazatelj, a si ti v ta pravi jati. Ljudje, ki ti povzročajo še več nemira, še več drame, še več, ne rabiš. Blagosloviš, spustiš, rečeš, v redu je. Človek je ranjen, razumem, sočustvujem in greš naprej. Jaz predlagam, da se pač malo odmakneš od te jate, ki je cela razburjena in za začetek opazuješ dinamiko in potem dovolj, da v tvoje življenje pride to, kar ti je namenjeno. In ti veš, ti poznaš resnico, ker resnica je ena. Ne vem, kakšna je tvoja resnica. Mogoče to, da želiš biti žrtev. Da je tvoja mama bila, Boga jaz, za vse sem sama, želim biti žrtev. Mogoče je tudi to tvoj vzorec, da želiš biti žrtev. No, kako preverimo, mišični test. Zdaj, če je zase pogledam, moje ime je Minka, grem naprej. In moje ime je Janez, kar nisem, grem nazaj. In če se jaz vprašam, imam potrebo, v duši nosim potrebo potem, da sem žrtev. Hrepenim potem, da se družim z žrtvami. Nič od tega. Kaj pa ti? Preveri. Hočem dramo, hočem kri, hočem da. Nič od tega.
jaz nič od tega. Kaj želiš v svojem življenju? In čas je, da počistiš svojo preteklost, čas je, da se osvobodiš starih vzorcev. Vsi odnosi, ki so okrog nas, se zgodijo z nekim namenom. Z namenom, da nas nekaj naučijo, predvsem pa pojmo večkrat na karmične vezi. A ne rečem, toliko sem v stresu, redim se zaradi tega, ker sem v stresu. Ja, to so karmični odnosi, ki nas učijo. In ko pridemo na karmičnem nivoju, na isto časovnico, kjer smo že nekoč padali, se začnejo iz nule dogajati neke zadeve. Kar tako. In se zgodi, da naenkrat pride do hudih glavobolov, naenkrat se zgodi, kar naenkrat zboli zaščitnico, kar naenkrat ne moreš dihati, kar naenkrat si brez glasu, kar naenkrat te začne dušiti. Ker ko pridemo na enako, pač prav na časovnico po letih, se zgodi energijski premik in pademo v isto energijo, kjer smo že nekoč bili. Tako grejo zadeve. In potem začneš delati zdravilno molitev dekodiranja, začneš čistiti te vzorce, potem se začnejo dogajati čudeži. Spomnite risanke Palček smuk. Tam je bilo tisti risanki je bilo. In v gozdu nekaj poči in tam nekaj zaškrabla. In šele potem se pokaže palček smuk. No, tako se v našem življenju dogaja. Ko nekaj poči, ampak poči tako pošteno, in potem se nekaj začne dogajati in potem se zgodi. Potem dejansko takrat, ko se zgodi, ukrepaj glede svojih čustev. In ta trenutek jaz občutam, da se čisti grlena čakra. Grlena čakra je povezana s tem, kako jaz izražam svojo resnico. In izražanje svoje resnice je vedno povezano s tem, da govorim, ko se je zgodilo to in to in to, jaz občutim to in to in to. Zdaj pa kako smo pa navajeni govoriti. Ko se je zgodilo to in to in to, si ti meni to pa to pa to pa to in ti si vedno na druge kažemo. Se pravi, kako se jaz počutim v določeni situaciji, je tisto, s čimer tudi moja grlena čakra takrat žari, ker jaz govorim o svoji resnici. Jaz se počutim na ta in ta način. Govorim svojo resnico. In če imate ta trenutek težave z grlom, z ščitnico, z dušenjem, očitno predelujete svojo resnico. Kaj imate za povedati? Komu imate kaj za povedati? Takle čas, 11 let nazaj, sem ostala brez glasu. In sem bila tako močno brez glasu, da maksimum, kar sem lahko govorila, je bilo, veste, takole glas, šepetala sem. To je bil maksimum. 3 tedne sem bila brez glasu. In sem šla za materinski dan, se pravi, to je 25. marec, sem šla na zvočno kopel. In po tej zvočni kopeli mi je začela grlena čakra očitno delovati in sem začela kašljati in sem izkašljala tisti smog. In čez en teden grem spet na to zvočno kopel in temu terapevtu rečem, glejte, meni je to zadnjič toliko pomagalo, 3 tedne sem bila brez glasu, kje naj se uležem v prostoru, da bo čim večji učinek. In ta človek me pogleda, nič ni vedel o meni, pa reče, veste, gospa, v prostoru je povsod enaka energija, zvok doseže vse kotičke sobe. Ampak pomaga pa, če poveste tistemu, ki mu gre svojo resnico. Je bilo težko, strah je bil zadaj. Nisem še zmogla takrat, vedela pa sem, kaj je bil čas, da sem povedala. In to me je potem pripeljalo do tega, da sem se ločila in sem začela se postavljati za sebe, da sem napisala ta prvo knjigo, ko imajo hormoni žur, da sem napisala 6 knjig in karte prehodu na vodovo, se pravi 7 velikih projektov in zdaj le zaključujem tisto knjigo, tisto, ki bo o avtoimunih obolenjih in bo, zdaj sem že noter zakopana, ko me čakam, ful dobro je nastala. In, dajte, oddih. Vzemi si čas za sebe. Zakaj? Zato, ker se imaš rada. Zato, da lahko zadihaš. Ker samo, če tekaš za druge okrog sebe, se v tvojem življenju ne more zgoditi čisto nič novega. In to, da se vzameš čas za sebe, je povezano s temnimi deli.
Se pravi, kaj ti tvoja mama govorila glede počitka? A ja, treba delati, je treba delati, a zdaj boš pa zabušavala, ja, treba delati, a nimaš nič pametnega za delati. Hvala Bogu, da nimaš nič pametnega za delati. Veste, ljubezen do sebe je povezana s tem, da včasih kakšni stvari rečemo ne. In da kakšno stvar spregledamo, pa rečemo pač šment. Ja, je umazana posoda, šment. Ja, tudi se cunje niso oprane. Šment, tudi kakšna smetje kje, kaj zdaj? Jutri je nov dan in zdaj slovenski pregovor pravi, kar lahko storiš danes, ne odlašaj na jutri. No, jaz pa pravim tako. Jutri je nov dan, vse bo. Vse bo. Vse lahko počaka. Posoda mi ne bo šla, perilo mi ne bo šlo, smeti po tleh ne bodo odšle, pač bom že. In to ne pomeni, da bom v nedogled odlašala, ampak gre se za to, da ne grem takrat, veste, tako kot pri avtomobilu, ko ti sveti rdeča lučka, da takrat ne greš čez to rdečo lučko, da se slišiš in enostavno rečeš, ok, jutri je nov dan, v redu je. In sami sebi damo priznanje in rečemo, dobro je. Jutri grem v Katapult. To je center, kjer so odvisniki, bivši odvisniki od alkohola in drog, pripravljajo se na normalno življenje. Krasen projekt, krasni ljudje. Meditacije bomo delali, meditacije za odpuščanje, brali bomo pozitivna sporočila in se veselim teh srčnih ljudi. In zadnjič, ko sem bila pri njih v tem centru, sem govorila o tem, kako pomembno je, da sami sebi damo pohvalo, da sami sebi rečemo, dober sem. In en od njih reče tako, bravo jaz, tako. In tako simpatično. Zdaj pa pomislite, kolikrat vi rečete sebi tako, imam to. Ne? A mogoče skozi vas govori kritična mama, ki ni mogla nikdar pohvaliti, ali pa kritični oče, ki zmerom najdu kakšno stvar, kar ni bilo v redu. In potem smo pri odpuščanju, in potem smo še kje, tako da, ja. Vsak od nas ima kaj za delati, tako da še bom snemala te videe, ker tako z veseljem to delam, ker mogoče komu podam roko. A ja, dajte od spodaj napisati kakšen komentar, ker na koncu koncev, če so komentarji, če so lajki, pač YouTubeov sistem deluje na ta način, da večim ljudem potem to pokaže, tako da vesela bom vsakega komentarja, sploh pa če mogoče sem vam v življenju že kdaj podala roko, napište, ker mogoče nekdo je zdaj zgubljen in rabi prav te informacije. Ne vem, pač življenje je zanimivo, res je zanimivo. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in ja, kmalu posnamem nov video.